Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes povabilo za vse tiste, ki se vrtite v začaranem krogu in ne veste, kako iti naprej. Vas vabim, da pridete, da se vpišete na tečaj Poletna šola ženska energija, notranja preobrazba. V glavnem to je v živo, voden program enkrat na teden, se dobimo preko Zooma in predelamo ključne zadeve glede osebne rasti. V glavnem pač za roko vas držim in vas peljem preko procesa, skozi proces vaše notranje transformacije. Seveda vas opremim potem, da lahko sami naprej delate. Sploh takrat, glejte, za koga je to namenjeno? Za vse tiste, ki se nekako vrtite v nekih začaranih vzorcih in vidite, da ne znate in da ne morete iti naprej, da se učite neke ključne lekcije življenja. Vam povem raj zgodbo. Zadnjič sem govorila z eno gospo in mi razlaga pač o eni znanki. Kakorkoli, poročena, ta znanka je poročena z prijetnim gospodom na zunaj, ampak ja, za 4 stenami pa igra drugačna glasba. In verjetno ste že slišali za narcisoidno osebnostno motnjo in to pomeni, da ljudje, ki imajo to narcisoidno osebnostno motnjo, to ni vedenska motnja, ampak je v osnovi prav težava, psihična težava. Te ljudje imajo popolnoma izpraznjeno korensko čakro in preveč izražen solarni pleksus in to ne pomeni, da ga vi lahko rešite, ampak taki ljudje so poklicani v naša življenja z namenom, da mi zgradimo svojo vrednost in da jasno postavimo meje in naredimo korak naprej. Se pravi, na nek način, to je dušni dogovor, da se najdemo, da pravi skupaj, da vsak na svoj način napreduje. Zdaj pa vemo, bolj enostavno bi bilo spremeniti nekoga drugega. Se pravi, ko se bo ta druga oseba spremenila, bova midva srečna. Ko bo ta moj otrok naredil drugače, bom jaz zadovoljna. Ko bo moj partner tak, ko bo moj starš tak. Ne gre se za to. Gre se za to, da mi kot duše si izberemo družino. Mi kot duše si izberemo partnerje. Mi kot duše oziroma otroci si izberejo nas kot za starše z namenom, da bomo naredili svojo dušno korekcijo. In če se vam zdaj dogaja res na polno, če se vam dogaja, da rečeš, pa kako je to možno, na vseh frontah se dogaja, pomeni, da tvoja duša te enostavno ne pusti več počivati. Hoče, da narediš napredek. Zadnji sem poslušala en video, v glavnem te pač kabala. In ta o kabali oziroma kabala je starodavna modrost oziroma temelj vseh glavnih verstev. Se pravi, temelj za krščanstvo, judovsko vero pa muslimansko vero. In zdaj, če gledamo, kaj tam v tej kabali učijo. Kabala kot temeljni nauk vseh teh ver, iz katerih potem izhajajo vse te vere, uči o tem, da mi na zemljo pridemo z namenom, da bomo prišli do dušne korekcije. In če je nekoč veljalo, da smo porabili eno življenje za približno 2%, da smo naredili to dušno korekcijo, v tem življenju se je duša izbrala, da bo popravila vse, kar ima za popraviti. Nekoč nekje sem prebrala, če bomo več kot 50% oziroma 52% svoje karme počistili, je to že zadost. Se pravi, se že tehtnica obrne v pozitivno smer. In zdaj, kaj to pomeni za vas? Če se ta trenutek res dogaja v službi, doma, z otroki, starši, pa še zdravje, po možnosti, pomeni, da vaša duša enostavno hoče, da naredite napredek. Ne želi, ni več časa, da reče, ja, bo že v naslednjem življenju. Ni več časa za to, da, če se ne bo zdaj naučila, se bo še enkrat kasneje. Ne, zdaj se boš naučila. In zdaj tisto, kar se učimo spuščanja. Zato ta tečaj, ki ga organiziram, to je 5 tednov, 5 večerov, 5
torki, sredi, zvečer, to bom še določila, ampak načeloma torki zvečer. In začnemo s prvim, pa če vam razložim te temeljne zadeve glede čaker, potem pa delamo tudi meditacije. To je na začetku vam osnove razložim glede vrednosti, glede odnosov, glede odnosov, ki jih imamo okrog sebe, kakšne karmične lekcije nosijo. Potem gremo na družinske vzorce, na vzorce očeta, na vzorce mame in gremo počistiti te vzorce, se pravi korenine družinskega debla, to, kar smo avtomatično podedovali oziroma smo se nalezali do 5. leta starosti. Otrok praktično prekopira vse vzorce, ki jih ima družina. Do tega so prišli preko opazovanja družin, kjer so krušni starši vzgajali posvojene otroke. Se pravi, niso bili gensko v žlahti, niso bili v sorodu in so prišli do zaključka, da posvojeni otroci zbolevajo za genskimi boleznimi svojih krušnih staršev. In so prišli do zaključka, da v osnovi niso genske bolezni, ampak je vzorec čustvovanja v določeni družini. In zdaj ta vzorec čustvovanja v določeni družini je povezan s tem, da vse pometemo pod preprogo. Je problem, mi o problemih ne govorimo, problema ni. In potem vsi družini imajo težave mogoče z očmi, ali pa vsi družini imajo težave z neko odvisnostjo, recimo kot je alkoholizem. Delamo se, da problema ni. Mi vsi smo srečni tukaj, problemov ni. Problemi so zato, da se kaj naučimo, a je to tako. No, potem naslednja stvar, kar predelamo. Predelamo naprej dušne zaobljube. Seveda vas vodim tudi po teh ključnih lekcijah iz preteklih življenj, ker vsak tak nekarmičen, tak intenziven odnos nosi neko lekcijo odprej. Zadnji sem delala z eno gospo na osebnem svetovanju in se je izkazalo, da njena tašča v tem življenju je bila celjski grof. Tako, kar zanimiva lekcija. In veste, kaj mi poroča? Da odkar ona razume, kaj se dogaja v njihovi družini, stvari ne jemlje več osebno. Enostavno reče, v redu je. Ne se zaletavajo v steno, enostavno nima več potrebe potem, da bi se vmešavala v dramo, ki se dogaja med njo in njenim možem. Enostavno se jim dogaja. Potem ena druga družina, ravno tako zanimivo, zdaj se je začel tele celjski grofje, so se začeli na veliko kazati in je tako res zanimivo, kakšne lekcije predelujemo preko karmičnih lekcij. No, potem naprej gremo seveda počistiti popkovno čakro, ki je povezana z mamo, spolno čakro, kamor se zapisujejo vsi spolni partnerji iz tega ali preteklih življenj. In sploh dame, za vse vas, ki ste mogoče bile bolj živahne. A se zavedate, da en spolni partner pusti energijske lovke v maternici 7 let? Pomislite, 7 let. In če niste 7 let spolno vzdržne, se dobesedno s to energijo, vašo sveto energijo napaja sedanji partner, pa še prejšnji partner, pa še prejšnji partner. In če ne znate počistiti energijo maternice, boste vsak dan kronično utrujene, ne boste vedeli, zakaj ne morete, nimate energije. Zakaj? Ker vam odteka energija za to. No, potem seveda solarni pleksus, ki je povezan z mamo, z mamino energijo, tudi popkovna čakra, preledamo vzorce mame, korenska čakra z očetom, potem gremo naprej, kar se tiče srčne čakre, aktivacija ljubezni, grlena čakra izražanja. In veste, ženske mi poročajo, odkar sem bila na tvoji terapiji ali pa v tvoji šoli, se bolj postavim za sebe, drugače skomuniciram stvari. Neke spremembe se delajo. Potem gremo naprej, seveda grajenje nove vizije. Naučim vas, kako bolj ljubiti sebe, kako sebe sprejemati, seveda vam dajem vsak teden kakšno nalogo in predvsem to, kar zdaj opažam, da tam, kjer imate opravka
z narcisi, z narcisoidno osebnostno motnjo, tam se vam pa na polno dogaja. Tam se vam pa res na polno dogaja. Zato vsi tisti, ali pa vse tiste dame, ki čutite, da rabite nekaj pomoči, majčkeno vodstva, ja, dajte se vpisati v tečaj, meditacije vam ostanejo za zmerom, hkrati dobite darilo, dostop do vseh meditacij iz vseh programov. To je več kot 70 meditacij, ogromno in imate v bistvu od dušnih zaobljub do odpuščanja, do odpuščanja sebi. Veste, kolikrat imajo ženske zamero do sebe, ker so, ne vem, naredile splav. In enostavno preko tega ne morejo iti. Ali pa zamero do duše določenega človeka. No, v glavnem, vse to delamo v okviru tega programa, res so to dobre zadeve. Tako da, ja, če vas pokliče, dobrodošli. Spodaj bom dala povezavo, preberite si in boste videli. Zdaj pa pozitivna sporočila za tebe, ki tole poslušaš. Kaj je ta trenutek pomembno za tole dušico, da sliši, da zavesti stvarstvo, kaj ji sporočaš? Sporočate. Zanimivo. Spolna čakra pa modrost. V glavnem ne more priti energija iz ta kundalini energija po hrbtenici navzgor, da bi se aktivirala tvoja modrost, ker te, lahko tako govorim, ker mislim, ker te jebe karma. Ker karmični vzorci so tako močni, tako zavozlani, da je zdaj čas, da se osvobodiš. Osvobodi se starih vzorcev. Tega ne potrebuješ več, ker je, zavedaj se, da tvoja duša je stara, modra duša in zato, ker je tvoje srce čisto in zmerom bolj čisto, lahko sprejema večno modrost. In čas je, da začne ustvarjalna energija teči skozi tebe. In da začne svojo sveto energijo usmerjati tja, kjer ti želiš, da se naredi premik. Zdaj zadnje čase, pa sem že v zadnjem videu govorila o tem, če v vašem življenju občutite tako, kot da je voda zajezena, kot da ne more prosto teči, kot da stvari zamujajo, kot da stvari ne tečejo dovolj hitro oziroma kar nekako se nekaj zakomplicira. Verjetno točno tako more biti, kot je. In če se vam to dogaja, pomeni samo, pač, dajte stran ovire. Ampak te ovire so mogoče povezane z vašo podzavestjo, z mogoče strahom pred napredkom. A veste, koliko žensk ima zadaj za obljubo? Nikdar več ne bom pokazala, kdo jaz sem, zato ker biti jaz preveč boli. In v enem od življenj verjetno si gorela na grmadi in potem ne upaš več pokazati tega, kar ti si. In poglej, kar ti si. Slečeš eno sivino in pokažeš, kdo ti si. Čas je za tvoj razcvet. Čas je za tvoj razcvet. Obilje. Stvari so dozorele. Stvari so dozorele. In čas je, da še enkrat modrost. Dvakrat je prišla modrost in lejte pa onkraj iluzij. In zdaj, če pogledamo metulja. Metulj, gosenica, ne, je grize, išče hrano in tako naprej. In potem se zabubi in ko se zabubi, potem nastane lep metulj. In ko nastane ta juha celic tam noter v kokonu, noben drugi ne more pomagati. Proces zahteva svoj čas. In očitno je v vašem življenju prišel čas, da se prerežejo neke vezi, da se osvobodite. Očitno je v vašem življenju prišel čas, da se mogoče uprete starim vzorcem. Vaša zavest se dviga na višjo raven, ni druge, čas je, prav čas. Pozabite, pozabite bolečino življenja, ampak samo blagoslovite, v redu je. To potrebujem za mojo rast, v redu je. Tako kot diamanta, ki nastaja pod pritiskom. Ravno tako je vaše življenje. In če vas ta življenje ta trenutek upočasnjuje,
samo pomeni, da je čas, da v sebi zgenerirate dovolj moči, da se nekaj zgodi. Tako da ja, če čutite, da je čas, da nekaj naredite, lažje je napredovati v skupini, varno okolje, luštenje. Rada imam te skupine in vse tiste, dajte mogoče, če ste bili že v teh mojih programih, napisati od spodaj v komentar, mogoče za kakšno dušico, ki razmišlja, bi bilo tole za mene, ne bi bilo, daj napišite par stavkov od spodaj, ker vidim vedno znova, kaj se zgodi, ko nekdo začne delati na osebni rasti. Veste, ko organiziram ta potovanja, zdaj po teh praznikih, ko knjigo zaključam, zdaj nova knjiga je pri oblikovalki, Ko hrana zdravi dušo in telo, knjiga o avtoimunih obolenjih. No, ko tole zaključam, ker je kar nekaj dela s slikovnim materialom, bom potem razpisala tudi potovanje in bomo šli v Črnogoro, v Ostroh. No, in vidim pri teh ljudeh, ki hodijo z mano na potovanja, to so taki premiki. In tudi vidim, da tisti, ki pridejo nekateri prvič, ki rečejo, wow, kam sem padla, ampak toliko pozitivne energije, toliko dobre energije na kupu, to so lepe stvari, res lepe stvari. Ti se učiš nekaj ustvarjati, učiš se neko novo pot delaš v svojem življenju. In ta nova pot je povezana s tem, da se ti zaključuje eno staro obdobje in postajaš kraljica zemeljskih energij. Tako prav, čisto eno drugo energijo se postavljaš, sodelovanje z drugimi ljudmi in skrinja zakladov. Kaj bi še želela? Očitno te ta pot pelje skozi tvojo notranjo transformacijo in nehaj razmetvati svoje darove ljudem, ki sploh jih ne razumejo, svoj čas. Ljudem, ki samo jemljejo. Mogoče je čas, da pozdraviš korensko čakro in da za to, kar delaš, začneš prejemati čudovito božje nadomestilo. In sodba. To ne pomeni, da je poslednji dan, ampak to pomeni, da vsak dobi tisto, kar daje. Saj veste. To, kar daš, se ti povrne, vedno, pomnoženo, tako kot bumerang, ki pride naokrog in slej ko prej ga dobiš od odzadaj. Tako vse v življenju, kar seješ, to žanješ, kar daš, se povrne. Vedno je tako, tako da, če vidite, da od ta trenutek v vašem življenju še ne sprejemate in ne prejemate tega, kar si zaslužite, mogoče je treba samo še kakšno zanko odstraniti, ki vas veže na družinske vzorce in potem boste videli, v vašem življenju se bo vse spremenilo na bolje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in preverite, tale online tečaj se bo začel kmalu, tako da preverite, pa boste videli. Če vas potegne, dobrodošli.